Oj, Triglav, moj dom,
Spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, podpredsednik Slovenske demokratske stranke Aleš Hojs, poslanec Državnega zbora Žan Mahnič, predsednik SDM Luka Simonič, prijatelji, prijateljice, podporniki, člani, kolegi predsednike, predsednice, dobrodošli v Tržiču. Jaz verjamem, da je naš današnji gost naslednji slovenski premier. Sadovi dobrega dela prejšnjega mandata se v Tržiču kažejo še danes. V zaključni fazi je gradnja prizidka osnovne šole Križe, kater je bil sofinanciran v višini 2,3 milijone evrov strani prejšnje vlade. V letošnjem letu smo zaključili prizidek zdravstvenega doma, ki se je tudi sofinanciranje potrdilo v prejšnji vladi. Tako da to so tisti rezultati, ki se odražajo v letih, ki prihajajo po vladi. To je znak dobrega vladanja in jaz verjamem, da trenutno stanje v državi ni razvojno, gre v napačno smer in verjamem, da bomo marca na državnozborskih volitvah zmagali in sestavili desno, močno vlado, ki bo delala za razvoj, ki bo delala za Slovence, za naše otroke, za naše zanamce. To rabimo, to Slovenija potrebuje prebojenje in jaz mislim, da moramo vsi nekaj tudi v tej smeri narediti, se ukrepiti in pomagati, priti do skupne zmage, pa potem tudi sodelovati pri gradnji nove Slovenije. Zdaj bi pa kar na oder povabil današnjega gosta, predsednika Janeza Janšo. Pogovor pa bo moderirala Naja Podgoršek. Dobrodošla. Ja, takole, gospod predsednik, lepo pozdravljeni med nami. Današnji pogovorni večer nosi ime Koalicija z volivci za ustavno večino razuma. Kaj pravzaprav sploh pomeni koalicija z volivci? Ja, najprej en lep dober večer vsem skupaj. Hvala za polno dvorano, hvala za vaš čas. Spomnim se, da smo v tej dvorani skoraj pred 31 leti ustanavljali Narodni forum naše stranke in je bila ravno tako polna dvorana. In potem smo zmagali na občinskih volitvah, se utrdili na državnem zboru in začeli strmo pot rasti Slovenske demokratske stranke. Zdaj s gradnjo koalicije z volivci za ustavno večino razuma, ki jo v tem času Slovenija nujno potrebuje, v bistvu nadaljujemo našo pot. Zdaj, koalicija z volivci pomeni, da sledimo tistemu načelu Ivana Cankarja. Stranka sliši narod in narod sliši stranko. Se pravi, sestavili smo program, ki odgovarja na ključne bivanjske in razvojne izzive Slovenije in slovenskega človeka. V tem času, v moderni dobi, ko so seveda mnogi izzivi drugačni, kot so bili še pred 30 leti. In to gradnjo koalicije z volivci za ustavno večino razuma bomo nadaljevali tudi po volitvah, ki ne bodo zadnje, seveda. Kajti že jeseni naslednje leto nas čakajo lokalne volitve, ki so ravno tako pomembne. Zadeve vezane na to, kako živimo, se pravi na blaginjo človeka, se v veliki meri urejajo, rešujejo, lahko tudi ne rešujejo na lokalnem nivoju, se pravi v občinah.
in Slovenska demokratska stranka je tukaj trdno zakoreninjena. Imamo svetnike in župane v občinskih svetih v skoraj 200 občinah od 212. Ni nobene večje, manjše občine, kjer ne bi bilo tako. Seveda je tukaj tudi ta dodatek, ustavna večina razuma. Zdaj, ustavna večina pomeni imeti v državnem zboru, ki ima 20 poslancev, 60 glasov. 60 glasov omogoča, da se sprejemajo rešitve, ki so rešitve na ustavni ravni, se pravi, bodi si, da gre za spremembo ustave, bodi si, da gre za ustavne zakone. In so stvari v Sloveniji, ki jih je potrebno rešiti na tej ravni. Zdaj, mnogi pravijo, ja, kako pa boste dosegli 60 glasov, pa koalicijo, ki je imela pač ustavno večino in takšno moč, glejte, to bomo dosegli, če ne v prvem, pa v drugem koraku, zato, ker je to zahteva časa. Zdaj, ko smo po plebiscitu gradili institucije nove slovenske države, še prej smo razglasili samostojno Slovenijo, je veliko ljudi takrat spraševalo, ja, pa kako pa boste to naredili? Srečal sem takrat na Kongresnem trgu v Ljubljani neko znano slovensko osebnost, kasneje je bil ustavni sodnik, mislim, da celo sodnik Evropskega sodišča, ki me je ostal tam konec maja leta 1991, se pravi tik pred razglasitvijo samostojne države in vojne za Slovenijo. In mislim, poznala sva se odprej in mi je rekel, kaj se pa vi greste, kaj nekaj sanjate? Sem rekel, nič ne sanjamo, pač mi smo vlada, bil je plebiscit, ljudstvo je dalo ukaz slovenski politiki in pač mi ta ukaz izvajamo, slovensko državo bomo pač naredili. Je rekel, kaj pa boste, ko bodo prišli stanki, se nimate nič v rokah, imate kako fračo. Sem rekel, pač nimamo v rokah tankov in avionov, imamo sicer nekaj več kot frače, ampak to zdaj ni pomembno, vemo, kaj hočemo. On je pa rekel, zato, da narediš državo, niso dovolj vizije, rabite tudi divizije. Se rekel, divizije imamo, ker je 20% ljudi v Sloveniji, ne samo Slovencev, glasovalo za samostojno državo. In vizija in korajža naroda je bolj pomembno od diviziji za tanki. On se je samo nasmejal in šel naprej. Čez en mesec se je izkazalo, da pač sem imel prav jaz in ne on. Tako da, če veš, kakšen je cilj, če veš, kakšne so zahteve časa in če narod to razume, oziroma če ljudje razumejo, potem so ti cilji dosegljivi. Lahko pa imaš vse to, lahko imaš divizije s tanki in avioni, pa ti to nič ne pomaga, če pač nimaš vizije in ljudi, ki so to sposobni uresničiti. Zdaj, če prevedemo to v politiko, lahko imaš vse medije za sabo, denarja, kolikor hočeš, omrežja, stricev iz ozadja in tako naprej, samo to nič ne pomaga, če se ves ta balast sooči z voljo naroda, ki ve, kaj hoče. En tak majhen delček ste videli pred nedavno v Novem mestu, ko je pač narodu bilo dovolj in se je zbral na trgu, zato ker so jih prej leta vlekli za nos in zmerjali za fašiste in nestrpneže. Da je ustavna večina razuma zares potrebna, pričajo predvsem dogodki v zadnjem času. Tega zadnjega tragičnega ste že omenili, ki se je zgodil v Novem mestu, potem je sledilo še sprenevedanje vlade. Tudi naš predsednik vlade je rekel, da država tej situaciji ni kos. Kako komentirate to?
Mislim, lahko tukaj govorimo o tem, kar se je zgodilo v Novem mestu, o tem tragičnem dogodku oziroma umoru pač očeta, ki je prišel reševat sina, kot tragika za oder, tudi. In lahko naštejemo še vse tisto, kar pač smo videli v zadnjem času, pa tudi že kdaj prej, in nam ni všeč, vendar bi odgovoril tako, to, kje smo in ta potreba potem, da nekaj resno spremenimo in zato rabimo to ustavno večino razuma. Zdaj, ta potreba se najbolje osvetli, če pogledamo, recimo, kje smo bili takrat, ko smo glasovali za samostojno državo, pa recimo leta 2008, ko smo dosegli nek vrh v hitrosti našega razvoja, kje smo danes, kje so tisti, ki so nas takrat še vsi gledali v hrbet in zakaj je ta razlika nastala. Lahko govorimo o statistiki, o evropskem povprečju in tako naprej, ampak ena stvar, ki jo vsi zastopimo, je recimo primerjava med Slovenijo in sosednjo Hrvaško. Leta 2008 je bila povprečna neto plača v Sloveniji skoraj še enkrat višja, kot je bila povprečna plača na Hrvaškem. Danes je razlika 90 evrov. Pa smo bili mi ves ta čas v Evropski uniji in v NATO, Hrvaška pa se je pridružila kasneje. Pa mi smo imeli, hvala Bogu, kratek spopad v vojni za Slovenijo, hitro zmago in majhno število žrtev. Hrvaška je imela vojno stanje 4 leta. Ampak danes je povprečna plača Slovenca, neto plača 1500 evrov, Hrvata pa 1400. 3 leta nazaj so imeli oni 1100 evrov, mi 1400. Danes imamo mi 100 evrov več, oni imajo 300 evrov več. Naša gospodarska rast je manj kot 1% letos, trenutno, in tudi konec leta nam nič večja, njihova je 3-krat višja. Smo v isti Evropski uniji, del istega skupnega trga, samo oni imajo 10 let stabilno desno-sredinsko vlado, mi imamo pa večino tega časa na oblasti levičarja. V zadnjih 3 letih pa pol skrajne levičarje po vseh kriterijih. Mimogrede, vse 3 vladne stranke so včeraj bučno pozdravile zmago islamističnega župana, ki se ima za socialista v New Yorku. Poglejte njihove profile, vsi slavijo to zmago. Torej, če komu ni všeč besedo skrajna levica, to je skrajna levica. Absolutno. New York je pač posebna zgodba in tako naprej, ampak jaz sem gledal ta prenos, ko je pač on slavil zmago na županskih volitvah, je rekel, sem musliman, sem socialist in odslej naprej imamo najbogatejše mesto v Združenih državah v rokah mi. In vse 3 vladne stranke v Sloveniji so to bučno pozdravile. Se pravi, pozdraviš takrat neko zmago, ko zmaga nekdo, ki pač je isto, kot si ti. In seveda rezultati, ki jih imamo na mizi in ta primerjava, ki je pač očitna z sosednjo državo, kaže, da pač gremo v napačno smer. So stvari, ki seveda tečejo tudi v pravo smer. V Sloveniji imate 2 faktorja stabilnosti, zaradi katerih ni zadeva slabša, oziroma zaradi katerih je raven blaginje še vedno takšna, da zelo hude krize veliko ljudi ne čuti,
Ampak ta dva faktorja stabilnosti sta lokalna samouprava, ker večina slovenskih občin dobro gospodari z denarjem, ki ga imajo na razpolago. Drugi faktor stabilnosti je pa slovensko gospodarstvo, nedržavni del slovenskega gospodarstva, ki je pač postal odporen na mnoge krize, ki ima velike probleme zdaj, ko se bliža konec mandata, pa hoče ta vladna garnitura nekako nadoknaditi manjko zaradi problemov, ki so jih sami povzročili, predvsem mislim na našo dohodninsko reformo, zaradi katere bi se vaša plača v tem času bistveno povečala. Oni so to preklicali, razpolovili to splošno davčno olajšavo, ki omogoča neto dvig plače brez tega, da to dodatno bremeni gospodarstvo. Zdaj je to postalo očitno in da pač gruntajo, kako bi zdaj to vrzel zapolnili, in pač se pol pride s takimi idejami, kot je obvezna božičnica konec leta, kar je super, vsi smo veseli, če dobimo božičnico, še posebej upokojenci, si to zaslužijo, pa tako naprej, ampak božičnica je nagrada, razumete? Je nagrada zato, ker dobro delaš, ker dobro gospodariš in tako naprej. Če je to obvezno, je pa nov davek. Tudi davek se sprejema leto za naslednje leto, zato ker pač zdaj se planirajo že stvari v naslednjem letu. Ne moreš ti priti z nekim davkom, ki te obremeni v tekočem letu, ob koncu leta, če to ni planirano, razumete? So seveda podjetja in subjekti, ki so že doslej izplačevala božičnico, bistveno višjo tudi od tega, kar ne bilo zdaj obvezno, so seveda tudi podjetja, ki dihajo na škrge. In to pomeni, da pač, ne božičnica ne plača pol naslednje leto, ker prihaja zima, kar se tiče gospodarskega okolja, zaradi mnogih stvari, ki se pač dogajajo okrog nas, pa tudi zato, ker pač to, kar se zdaj zapravlja, imamo milijardo primanjkljaja že letos, brez interventnih ukrepov za poplave, na kar so se lani izgovarjali, in bodo pač prišli računi, pa vinjete, pa takšne stvari. To je vse fajn, ampak na nek način je treba to nadoknaditi. Pravi, tudi vi ste talali covidne dodatke. Zdaj, kar se tiče covidnih dodatkov, je to star zakon, ki je bil sprejet že, še v času Drnovškove večine v parlamentu, in tisti zakon pač nalaga, da če je epidemija oziroma pandemija, potem tisti, ki dela v takšnih pogojih, mora dobiti 60% več pri plači, in pač je bilo to treba izplačati. Na podlagi tega, ko so predstojniki posamičnih institucij ocenili, kdo dela na takšnem mestu, pa kdo ne dela na takšnem mestu. Vlada pravzaprav ni imela nič s tem. To, da pa smo v času covida seveda plačevali za mirovanje, se pravi za to, da tam, kjer se pač ni moglo delati, ljudje niso bili brez posla, ampak so ostali tam v bistvu zaposleni za plačo. To pa je bil nujen ukrep, ki ga je pač izvajala celotna Evropa, zato da se nam gospodarstvo ni sesulo. In naslednje leto, po tistem prvem valu, se pravi leta 2021, je Slovenija zato, ker smo ohranili industrijo pri življenju, dosegla najvišjo gospodarsko rast v Evropi. In smo bili, kar se tiče hitrosti okrevanja po covidu, drugi v Evropi takoj za Dansko. Danes pa imamo vlado, ki se hvali s tem, kako nam vsi zavidajo, imamo pa 3-krat manjšo rast od sosednje Hrvaške. Tako da pač vlada je
tisto, ni tukaj seveda neposredne primerjave, ampak vlada je tisto, kar je uprava v nekem podjetju. Lahko imate v celem podjetju zelo pridne delavce, garajo od jutra do noči, če imate slabo upravo in slabo gospodarjenje, in ljudi, ki ne vejo, kaj je tisto, kar se bo dobro prodajalo, pa pol tega tudi ne znajo prodati, vi lahko garate 24 ur na dan, pa bo podjetje propadlo. Tu država ima lahko pridne ljudi in državljane in Slovenci smo absolutno takšni, pa se slabo gospodari, pa pač nas pol prehiti Češka, Estonija in da nas dohiteva še Poljska, nas bo kmalu Slovaška in sosednja Hrvaška. Tako da rabimo ustavno večino razuma, da to stabiliziramo in da stvari, kar se tiče razvoja Slovenijo, pač uskladimo s potencijali, ki jih imamo in sposobnostjo, ki jo imamo Slovenci. No, ampak vlada nam zdaj obljublja neke zakone, ki naj bi reševali to romsko problematiko. A je bilo res potrebno, da se zgodi najhuje, oziroma ali trenutna zakonodaja res ne omogoča, da se prežene ta kriminal iz romskih naselij? Zdaj, trenutna zakonodaja omogoča vse tisto, o čemer so govorili v zadnjem času, da bi naredili, če bi zakon to omogočil. Sedaj pa treba te zakone uporabljati, in treba jih je uporabljati za vse enako. Ne more biti zdaj nekdo kaznovan, če je pa to slučajno Rom, pa pač ni kaznovan. Ali pa, če vi dobite globo, morate to plačati, nekdo, ki je pa dobi neke socialne transfere, pa tega pol ne plača. Tako da prvič to, da se govori, kako je potrebna nova zakonodaja, zato da se bo ta problem začel učinkovito reševati, to je izgovor za neukrepanje, da se bo pol lahko reklo, saj mi bi ukrepali, ampak nismo, ker zakon tega ne dovoljuje. Lahko tudi zelo konkretno govorimo, ampak je danes vlada predlagala tako imenovani Šutarjev zakon. Jaz ga nisem prebral, če ga je kdo prebral, naj pol kaj pove o njem. Verjetno je bilo nekaj v medijih, ampak jaz sem popoldan tukaj Tržiču, nisem spremljal. Mi je pa prej rekel Žan, da je v zakonu tudi predlagano, da lahko zdaj policija za 2 leti prepove vstop nekomu v gostilno. Zdaj, če mislijo, da bodo s tem ukrepom kaj rešili, potem so zadevo zastavili na napačni strani. Zdaj, v proceduri so zakoni, ki so potrebni za to, da se zagotovi, da bodo pravila veljala za vse enako. In te zakone smo mi pripravili že v prejšnjem mandatu. Levica je preprečila sprejem teh zakonov z zahtevo za posvetovalni referendum. In potem so praktično isto vsebinsko materijo predlagali župani dolenjskih občin. Podprto je bilo to za 30.000 podpisi volivk in volivcev oziroma državljank in državljanov. Vladna koalicija je to zavrnila. Potem smo isto zakonodajo še 4-krat, mislim, da vložili kot opozicija, vedno so to zavrnili. Zdaj pa so ugotovili, da ni pravne podlage za ukrepanje. Da se sicer v zakonodajo, ki zadeva predvsem represijo, dodati še razne stvari. Mogoče bodo predlagali tudi kaj takšnega, kar je potrebno, pa je za podpreti. Verjemite pa mi, če bi to mi predlagali, bi bili dvojni fašisti.
če bi recimo kolega Hojs, ki je tudi tukaj, kot notranji minister v prejšnjem mandatu, govoril to, kar je govoril predsednik vlade v Novem mestu, vstop v stanovanje brez sodne odredbe, takoj vse živo. Jaz mislim, da ne bi vozili samo kolesa, ampak tudi motorje po Ljubljani. Tako da se je pa to na hitro spremenilo. Panika velika in vse živo. Ampak kot že rečeno, jaz tega zakona ne morem komentirati, ker ga pač še nisem prebral, verjamem pa, da bo to o tem veliko debat. Ne bo pa to nič rešilo, če ne bo sprejet ta korpus, ki je zdaj v proceduri in proti kateremu je vladna koalicija doslej glasovala že 4-krat. Bo prav zanimivo naslednja seja Državnega zbora, spremljajte, ko bomo videli, kako bodo še posebej tiste bojevite poslanke Svobode zdaj branile nekaj, kar so prej 5-krat glasovale proti. To pa govorile vse živo. To bo zelo zanimivo. Ampak še enkrat, če bo predlagano karkoli pametnega, mi ne bomo ravnali tako kot oni, zato ker ste vi to predlagali, pa bomo mi proti. Če kaj pametnega, bomo pač to podprli. No, situacija v naši državi trenutno je zelo slaba, ampak če se pa spomnimo predvolilnih obljub, ko nam je bilo obljubljeno v 30 dneh do specialista, je pa situacija v zdravstvu danes precej slabša. Kaj menite o tem? Ja. Zdaj, kar se tiče zdravstvene reforme, zdaj, neko ključno priznanje, da ne zmorejo narediti tega, kar so obljubljali, da bodo uredili zdravstvo, je zakon, ki bo 23. novembra na referendumu. To je zakon o evtanaziji oziroma o zastrupljanju starejših in bolnih, ker v bistvu zakon govori o tem. To niti ni evtanazija. Zdaj, če kdo ne verjame, saj mislim, da ste dobili zdaj zvabili za referendum cel zakon, preberite to. Preberite to in boste videli, kako so se tega lotili. In nekateri, ki ta zakon zagovarjajo, tudi odkrito govorijo, da pač usmrtitev bolnega je cenejše kot pa skrb, paliativa, pomoč, kljub temu, da danes sodobna medicina pač omogoča, da se vsak po naravni poti, skoraj vsak po naravni poti dostojno poslovi od življenja. Brez tega, da bi se posluževali metod, ki jih je v bistvu prvi uvedel Adolf Hitler. Nacistična Nemčija je bila prva država, ki je to izvajala. In kot smo zadnjič slišali Aleša Princa, tudi v tem zakonu je na nek način se to posnema, ker ne bi se uporabljal enak strup kot takrat za usmrtitev. To je pač vlada, ki predlaga tak zakon v državi, kjer to ustava izrecno prepoveduje, priznava, da ni sposobno izpeljati zdravstvene reforme, kjer bi pač z denarjem, ki ga dajemo za zdravstvo, in tega denarja je veliko, zelo veliko prispevate za zdravstveno zavarovalnico od plač vsak mesec, pač tisti, ki ste zaposleni, ali pa ste prispevali tisti, ki ste danes v pokoju, in s tem denarjem bi se dalo pač bistveno več narediti. Je pa treba se obnašati racionalno in tržno in angažirati vse kapacitete za pacienta, za nekoga, ki potrebuje pomoč zdravnika ali pa bolnišnično zdravljenje, za denar, ki ga plačujemo kot obvezno zavarovanje, je vseeno, kdo daje to storitev. Tukaj se pa vlada prepira, da je to javno ali ni javno, ali so koncesionarji javni ali niso javni. To je nepomembno.
Neka konkurenca vedno mora biti, vedno bo Slovenija imela hrbtenico zdravstvenega sistema, ki bo javen, tako kot ima tudi praktično velikanska večina vseh držav na svetu. Neka konkurenca mora biti, za pacienta pa mora biti vseeno. Razumete? Tam pač moraš dobiti storitev, kjer je najhitrejša in na razpolago in najboljša, in država je dolžna organizirati sistem, ki deluje, tako kot recimo, pač to vidite v sosednji Avstriji, kjer večinoma pač zdravstveni sistem normalno deluje. Nikjer ni čisto idealno in tako naprej, ampak veliko držav v Evropski uniji je vzpostavilo normalno delujoče zdravstvene sisteme in tukaj ni treba odkrivati tople vode. Tudi Slovenija ima tle solidne osnove, samo temelje, ki jih imamo, bi morali nadgrajevati, ne pa razgrajevati, kot se to danes v bistvu dogaja. Danes smo spet prebrali, da Ministrstvo za zdravje zapušča, mislim, da že 10. državni sekretar. Ta je zdržal 1 leto, to je rekord. Kar pomeni, da pač ta sistem nekako ne deluje. Mi smo za povečanje zdravstvenih kapacitet na pogajanjih leta 2020 v Bruslju zagotovili 100 milijonov evrov. 100 milijonov. Tako da denar tukaj ni problem. Ampak pol slišimo, da klinika v Mariboru 2 leti stvari stojijo, ker se tam ne morejo zmeniti za par stanovanj pri stanovalcih, pa aneksi se podpisujejo. V času covida smo v kliničnem centru v Ljubljani v 3 tednih vzpostavili bolnico v nekem nadstropju neke stavbe, ki je prej stala ne vem koliko časa, pa se kao nič ni dalo, pa se je naenkrat vse dalo. Samo pač prav je treba k temu pristopiti. No pa še eno stvar bi tukaj rekel, da ko gre za zdravstvo, smo Slovenci izjemno potrpežljivi. Če bi se to, kar se pri nas dogaja s tem, ko so pač ukinili kao prostovoljno zavarovanje, pa ga naredili za obveznega, pa je pol nastala luknja, se je reklo ceneje, pa je nastala luknja, ki jo pokrivamo pol, bom rekel, za proračuna. Pa ko se pač ta denar investira, kot se investira, če bi se to dogajalo v katerikoli od naših sosednjih držav, bili ljudje na ulicah. Mi pa pač nekako potrpimo. Tisti bogati to nekako porihtajo tako, da si plačajo dodatne zdravstvene usluge, revnejši pa potrpijo kot vedno. In jaz mislim, da to ni pravno. In na neki točki bo tudi tukaj počlo. Tako da tudi o tem bomo odločali na volitvah, zelo verjetno 22. marca, ko se bo odločalo, ali se želi še ponavljati to stanje ali pa smo končno spregledali. In še to vam rekel, ni čisto res, da oni ne izpolnjujejo vseh obljub. Res pa je, da pred zadnjimi volitvami je bilo verjetno zaradi covida situacija takšna, da se je vse kupovalo kot suho zlato. Sej aktualni predsednik vlade je rekel na televiziji, na soočenju, kaj bodo meni nižji davki. Kaj bo meni več denarja? Sam zapravljal bi ga za neumnost. On je napovedal višje davke. Težko rečemo, da pač tega ni bilo. In to obljubo so izpolnili. Zdaj morate celo upokojenci plačevati od pokojnine za dolgotrajno oskrbo, ki je ni. Ampak to so napovedali. Niso rekli, da ne bo pač storitev, so pa rekli, da bodo davki višji in so. In če bo ljudem to všeč, bodo še enkrat volili še za višje davke. Enkrat bo zmanjkalo tega.
Ja, res se zdi, da je ena redkih obljub, ki se jo naša koalicija drži, ta, da bo zvišala davke, pa tudi ta, da bo državo očistila janšistov. To so tudi naredili. Ja. Mogoče, če malo pokomentirava še to dolgotrajno oskrbo. Zdaj ta fiaska je malo zginila iz fokusa te dni. Zdaj že pol leta plačujemo ta davek, storitve pa ni. Ja, nekatere storitve so bile pa tudi že prej, ker dolgotrajna oskrba je pač za mnoge ljudi nek nov pojem, ampak nekatere storitve iz tega korpusa so se opravljale že prej, se niso financirale na ta način, kot je zdaj predvideno. Zdaj Slovenija je ena od redkih držav Evropske unije, ki pač dela dolgotrajne oskrbe ni imela sistemsko urejene in v prejšnjem mandatu, kljub covidu in kljub temu, da smo mi manjšinska vlada, so se mi potrudili in smo ta zakon spravili čez proceduro. Na osnutku zakona, ki smo ga dobili v roke, je bila številka 127. Se pravi, v vladah Alenke Bratušek in Mira Cerarja so pripravili 127 osnutkov istega zakona in za študije, kako urediti dolgotrajno oskrbo, plačali nekaj 10 milijonov. Verjetno je kar nekaj inštitutov nastalo, ki so delali te študije. Pa tudi ta 127. osnutek ni bil ravno užiten in smo potem precej energije porabili za to, da smo to zakonsko materijo naredili užitno in je tudi sprejeli. Oni pravijo, niste pa predvideli dodatnega vira financiranja. Oziroma niste zagotovili dodatnega vira financiranja, se pravi, niste uvedli tega dodatnega prispevka, kar so oni. To je res, mi ga nismo. Ampak nismo hoteli narediti to, kar so zdaj oni naredili. Se pravi, pobirati nek davek, storitev pa še ni. Naš načrt je bil sistem postaviti na noge, zagotoviti informacijski sistem in vse ostalo, kar je potrebno. In ko bo vse to na voljo, potem se bo videlo, ali denarja iz obstoječih virov je tega denarja dovolj, ali je treba zagotoviti še kakšen dodaten vir. In če bi Slovenija imela gospodarsko rast 3 ali pa 4 odstotke, ali pa 5, kot smo mi imeli leta 1991, ni bilo treba nobenega dodatnega vira, ker je bilo denarja dovolj. Oni so pa dali zakon na referendum, spremembo zakona, oziroma dali so spremembo zakona, mi smo to zamaknitev, ker so predlagali, da se eno leto kasneje zakon uveljavi, skušali preprečiti z referendumom, to ni uspelo. Veliko ljudi sploh ni vedelo, verjetno za kva glasuje. Takrat bi jo pač tisti val takoj po tej, rekel, visoki zmagi Svobode na volitvah in so zamaknili za eno leto. In potem še malo in še malo in v tem času nam je gospodarska rast šla pod 1 odstotek in potem so uvedli dodatno dajatev in dodaten davek. Zdaj, prva stvar, ki bomo mi naredili po volitvah, je to, da ukinemo prispevek, ki ga plačujete upokojenci. Ker je nefer. Ker pokojnine ne more še dodatno bremeniti, ker je itak že. Sami veste, kakšna je. Zdaj, vse ostalo bomo pa zamrznili za toliko časa, da bomo videli, ali je to financiranje potrebno ali ne. Če bo potrebno, bo pač del teh dodatnih prispevkov ostal na kakšni bolj pravični podlagi, sicer ne. Kot že rečeno, če bi Slovenija imela normalno gospodarsko rast,
takšno kot ima recimo Hrvaška, je bilo denarja za financiranje storitev, tudi tistih, ki jih še ni, a ne dovolj. Trenutno ga pa res ni, če ima milijardo primanjkljaja, pa še ni konec leta. In nobenih poplav ni bilo, nič tazga ni bilo v tem času. Samo eno od številk, ki je šokantno, je to, da v času, ko imamo še vedno visoko zaposlenost in nizko brezposelnost, se je na letni ravni od lanskega do letošnjega leta so se socialni transferi povečali za 10%. Kdo to dobiva? Sami vidimo, ta debata, ki se je pač ob tem tragičnem dogodku v Novem mestu razvila, je pač malo posvetila v ta ozadja. Pa zaposlili so po ministrstvih. Gospodarstvo išče z lučjo pribeljen nevo delovno silo. Uvažamo jih je od povsod. Mislim, da je trenutno izdanih kakšnih 140 000 dovoljenj za tujce. Skrajšali so rok za združevanje družin. Zdaj samo 1 leto, po 1 letu lahko vsak, ki dobi tukaj dovoljenje za bivanje, pripelje še družino. To gre vse na račun sociale. On gre kasneje, ker ima šengensko vizo, delati Nemčijo. Vse ostalo pa ostane na bremenih naše socialne mreže. Zato se je to za 10% povečalo. Plus vsak vikend pride v Slovenijo čez Kolpo, pa tudi drugod nekaj 100 ilegalnih migrantov. Stroški gredo gor, čeprav se o tem ne govori. To je to. In pol imamo milijardo primanjkljajev. Vse to so stvari, ki jih je treba imeti pred očmi, pa mogoče iti na volitve enkrat na ta način, da prej greš volit, potipaš svojo denarnico. Ta isti minister, ki ureja sistem dolgotrajne oskrbe, ki naj bi začel veljati 1. decembra, pa bomo še videli, kako bo s tem, je pristojen tudi za reševanje stanovanjske problematike. In v Slovenski demokratski stranki ste v zadnjih mesecih dali številne predloge za reševanje, pa so bili vsi zavrnjeni. Kako to? Tukaj gre za dva različna koncepta. Zdaj, levičarski koncept, ki je v Sloveniji pač priteran do neke skrajnosti, je, da se pač vam pobere čim več denarja, iz tega denarja se gradijo tako imenovana neprofitna najemniška stanovanja. Ta neprofitna najemniška stanovanja se praviloma odtalajo tistim, ki niso nič od tega denarja prispevali. Poglejte na sezname, kdo dobi ta stanovanja. Rabite kako baterijo, da ste kak slovenski priimek najdli gor. Ker so kriteriji socialni in jasno, da nekdo, ki je prišel 2 let nazaj v državo, pač verjetno ima slabši socialni status kot nekdo, ki tukaj skozi živi. In na ta način se enostavno uvaža in etablira nove volivce. Se pravi, najprej se jim zagotovi pogoje za državljanstvo in potem so to novi volivci. Za odločanje na lokalnih volitvah pa v Sloveniji sploh ne potrebujete državljanstvo. Dovolj je, da imate stalno bivališče. Pa lahko v Tržiču glasujete za župana ali pa za... Ok, če bi to veljalo samo za državljane Evropske unije, ker je pač recipročno v redu, ampak velja za vse tujce pri nas. Tako da, kar se tega tiče, je pač veliko dela pred nami, da ne bomo predolgi.
Kdo pa pravzaprav vodi to državo? A so to res tisti, ki so bili izvoljeni, a so to mogoče kakšne nevladne organizacije, po zaslugi katerih imamo te mehke prijeme reševanja problemov, ne vem, kot so Romi, medvedi, zastoji na cestah? Bom začel pri medvedih. Mislim, zakaj? Včeraj sem srečal nekoga, ki pač ne bom povedal imena, čeprav je znano. In so se pogovarjala o pač tej situaciji, ki je nastala po tem tragičnem dogodku v Novem mestu in o panični reakciji vlade in tako naprej. In on je rekel, je bog ne daj, da zdaj tam na Rakitni medved nekoga raztrga. Se naslednji dan bo prišel Golob in bo zahteval, da se vse medvede postreli in tako naprej. Zdaj so proti temu, da bi enega, potem bodo pa kar vse v tisti paniki. Tako pač mimo grede. Zdaj ostalo, če mi še enkrat preberete vprašanje. Kdo pravzaprav vodi to državo? Tisti, ki so bili izvoljeni ali nevladne organizacije? Lahko bi še enkrat prebrali vprašanje, ker je v bistvu temeljno. Govoril sem tudi z enim policistom par dni nazaj in je rekel, sej vi nas napačno sodite, sej mi se ne bojimo, zdaj nas ima cela Slovenija za strahopece, ker po tistem zboru v Novem mestu so tam rafalno streljali iz tistega naselja, iz Žabjeka in potem pač so naši šli tja in so pobrali tulce, saj to je res smešno zgledalo. Zdaj so sicer naredili neko preiskavo, zdaj po enem tednu, mislim, verjetno so poskrili tiste mitraljeze v enem tednu. Ampak se to nekako ne problematizira. Rekel, to ni res. Rekel, mi se ne bojimo kriminalcev med Romi. Mi se bojimo naših šefov, bojimo se novinarjev, pa nevladnikov. Ker čim kdo kaj ukrepa, pa je to pol v medijih, pa nek Jaše Jenull protestira, potem moramo pisati zagovore, pa na disciplinsko, pa ne napredujemo in se človek vpraša, zakaj? Zakaj bi se pol izpostavljal? Pa, če to je rekel, tisti, ki smo pač varovali ljudi in premoženje v času covida, ko so na nas metali granitne kocke, pa razbijali po Ljubljani, smo tudi morali pisati zagovore in še vedno so odprti postopki proti desetinam naših kolegov. Pa vse kazni, ki smo jih takrat izrekli, so jim vrnili. Se spomnite tistega zakona. In potem pričakujete od nas, da bomo pa nosili glavo na prodaj. Zakaj pa? In to je res. In to je tudi delno odgovor na to vprašanje, kdo nam vlada. So pa seveda tukaj še tisti, ki se ne vidijo, pa ki več ali manj postavljajo nove obraze, pa odločajo, kdaj je kakšen potrošen in tako naprej. In tudi z tega vidika so še marsikaj dogajalo zdaj do volitev. Tako da, kadar je v Sloveniji leva vlada ali pa skrajno leva vlada, je težko rečemo, oni nič ne odločajo, oni ne vladajo, vse odločajo ozadja, to tako ne gre. Vlada je, vladati pomeni vsak dan odločati o stotinah zadevah po ministrstvih, so stvari, ki rutinsko tečejo, so stvari, ki se zalomijo, pa mora nekdo nekaj odločiti. O vsem tem seveda ne odločajo strici iz ozadja. Strici iz ozadja vplivajo na to, kako se bo podpiralo koga, kjer nov obraz se bo inštaliralo in kdaj pred volitvami.
kateri stranki, ki mogoče še včeraj ni imela niti 1 odstotek na anketah, bo Nina Media ali pa Mediana kar naenkrat namerila 5 odstotkov, pa bodo dobili korajžo, in tako naprej. To so stvari, ki pa se odločajo iz ozadja in ki imajo potem seveda tudi velik vpliv na rezultat volitev in s tem tudi na sestavo ali pa na barvo oblasti. Tega je v Sloveniji veliko. Gospod Janša, za konec še, kaj nas zdaj čaka v teh nekaj mesecih do volitev, predvsem pa kaj nas čaka od marca dalje? Zdaj od marca dalje nas čaka graditev ustavne večine razuma. Do volitev pa delamo koalicijo z volivci. In tle je veliko volivcev, tako da bi dali zdaj glas še vam, če ima kdo kako vprašanje, mnenje, ker nismo prišli samo govoriti, ampak tudi poslušati. Tako da predlagam, da še mikrofone imamo, da slišimo še vaše mnenje. Prosim. Ne, govori naj tisti, ki ima mikrofon, sej. Prosim. Jaz bi samo vprašal, kdaj bo tisti protest, ki ste ga napovedali pred enim tednom, za čas, ko bo komisija zasedala, mislim, tisti odbor. Lahko ponovite? Rekli ste, da bo en protest, shod, da se ga bo organizirali. Me zanima, kdaj bo. Smo to vprašali. Ja. Zdaj, če ste spremljali ta protestni shod v Novem mestu, tam so civilne iniciative, 7 jih je na Dolenjskem, napovedali shod v Ljubljani. Najbolj so ga napovedali za prejšnji petek, potem so to odpovedali. Potem je bilo govora o ponedeljku, pa zdaj mislim, da je tudi to odpovedano. Tako da, zdaj tukaj imajo, jaz mislim, da je prav, ker tukaj gre predvsem za vprašanje varnosti ljudi v tem delu Dolenjske in tam je 7 iniciativ in mislim, da je prav, da imajo oni tukaj glavno besedo in da tisti, ki smo v parlamentu, svoje delo opravimo najprej tam. Tako da spremljajte te seje, ki bodo. Če pa bo protest, pa seveda zelo pomaga, če tisti, ki nasprotujejo vsem razumskim ukrepom, vidijo, da ljudje pred parlamentom niso glih istega mnenja. Toni Kajbič, eno vprašanje, gospod predsednik. Vaše mnenje o izjavi predsednice države. Zadnja izjava je bila zaradi tega Novega mesta, da je pač govorila z Romi in da se je ona pomenila, da ne bojo več streljali. Prosim vaše mnenje. Hvala. Zdaj peti v banko, podneste 1 milijon, pa pol recite, da noste več. Pa vas bo predsednica pohvalila. Mislim, to je bila zelo neposrečena izjava. To je bila zelo neposrečena izjava in to njeno ravnanje ni bilo prvo takšne vrste. Spomnite se takrat, ko so grobo pretepli ribniškega župana, pa še eno policistko v civilu zraven in je bilo kar vroče. Tam je šlo na pol tisto romsko naselje, se slikala z, težko rečem, s tistimi, ki so pretepli župana, ker jaz ne vem, kdo so bili, ampak tiste slike so povsod zaokrožile in pol so mi pač kolegi z Rimonce rekli, da zdaj pač Romi kažejo to sliko, te slike okoli, če jih policija ustavi, veste, jaz sem za predsednico, saj policija verjetno to ne upošteva, ampak pač tako se zlorabljajo stvari in tisti, ki so nosilci državnih funkcij, morajo malo na to misliti.
v Novem mestu, pa v Šentjerneju, pa v Ribanci, pa v Kočevju, kjer so te probleme z kriminalom, romskim kriminalom, so šle stvari tako daleč, da se ne morejo rešiti na ta način, da greš tja, pa ti obljubijo, da ne bodo več, pa si zadovoljen. Ker so stvari globlje. Tukaj so stvari globlje in so šle zadeve predaleč. Tudi to, kar je predsednica govorila v parlamentu, mimo grede, mi tega nismo poslušali, ker parlament je prostor razprave. Zdaj mi poslanci nismo tam zato, da bo nekdo nekaj povedal, ti pa pač pol temu zaplošaš ali pa ne zaploskaš. Parlament je prostor, kjer se različna mnenja soočijo in se potem odločijo. In temu se reče dialog. Ni bil to prvi nastop nekoga na tej funkciji v državnem zboru. Bilo je že veliko, pač bile so različne priložnosti. Včasih je to pač zgolj protokol, včasih gre pa za resne stvari, kot je šlo v tem primeru. In bi bilo prav, da bi tudi vsaj poslanske skupine lahko predstavljala svoje stališča. Da bi tudi predsednica slišala, da mogoče pa stvari niso takšne, da smo kar vsi enako krivi. Mi bi rad povedali, da smo 4-krat imeli te zakone na dnevnem redu že v tem mandatu, pa da jih oni niso podprli. Zdaj, a smo vsi enako krivi. To je kot tisto, ko pravijo, za prepir sta potrebna dva, če nočeš zadevo razčistiti. Ja, seveda, tudi za zločin sta potrebna dva, morilec pa žrtev, pa nista oba enako kriva. In to posploševanje, mislim, to je bilo reševanje vojaka Goloba, ne pa iskanje rešitev. Naprej, prosim. Dobar dan, Boštjan, tukaj. Eno vprašanje o medijih. Me zanima, kako gledate na RTV. Ga ne gledam. No, pol sva že dva. Ampak v smislu, kako gledate na RTV, pa na obvezni prispevek, ki ga vsi plačujemo, pa kako bodoče postopati proti RTV-ju, da bi objektivno poročal, da bi ljudje izvedeli dejansko resnico, ne pa levo resnico, če tako rečem. Hvala. Ja. Zdaj to nacionalno medijsko hišo, za katero gre iz vaših žepov 100 milijonov na leto, 100 milijonov evrov, toliko se zbere iz obveznih prispevkov. To hišo so depolitizirali, kot so sami rekli. Hkrati so pa v tej hiši dali programsko shemo oddajo, ki jo ob nedeljah in se imenuje Politično. Pa je šlo to kar mimo. Zdaj, če si ti depolitiziran, mislim, pa ne moš imeti oddaja, ki se imenuje Politično. Potem bi lahko kvečemo oddaja Nepolitično. Ampak to tako za hec, ker je ta stvar popolnoma absurdna. Popolnoma absurdna in jaz bi delal tudi krivico. Mogoče ljudem, ki tam delajo ali pa ne delajo, ker velikih ne dela, samo po plačo hodijo. Če bi kaj veliko govoril o programu, ker ga ne gledam. Pa tudi zelo malo ljudi poznam, ki to gleda. Mogoče včasih me kdo kaj opozori, pa pač je treba na spletu pogledati, ampak drugače pa ne vem niti, kdaj je kaj na sporedu. In tudi, ko gledamo pač to gledanost, vidimo, da imajo nekatere komercialne televizije, ki imajo 100-krat manj zaposlenih, pa 100-krat manjši budžet oziroma proračun. Skoraj tako gledanost kot mislim, ta hiša, za katero se prisilno plačuje 100 milijonov, več kot 100 milijonov evrov na leto. In zdaj, kako to rešiti? Mogoče je pa res treba to hišo depolitizirati.
Ampak v tem smislu, kar ta beseda dejansko pomeni. Ker oni je niso depolitizirali, oni so iz te hiše naredili inštrument skrajne levice. In to s pomočjo ustavnega sodišča, ki zdaj že več kot 1000 dni po hitrem postopku odloča o zakonu. In to kljub temu, da smo jih zdaj dobili z končnim razkritjem preko Evropskega sodišča, kaj je v tisti počrnjeni alineji ob obisku Vere Jourove, da ustavno sodišče, ki bi moralo biti dejansko nek organ, kjer ga nima nobenega vpliva, da je spremenilo odločitev potem, ko je neka bruselska uradnica prišla tja, pa je jim dala zeleno luč. In takrat so rekli, ok, bomo ukinili, bomo preklicali odločitev, ki smo jo prej sprejeli, se pravi začasno zadržanje veljavnosti zakona do odločitve, ampak bomo po zakonu zdaj urgentno odločili. Zdaj, ustavno sodišče ima za urgentno odločanje 30-dnevni rok. Zdaj podločje več kot 1000 dni. Bodo pa odločili, veste kdaj, takoj po volitvah. Ker ne bodo pustili tega zakona v primeru, če bo kakšna drugačna večina v parlamentu, ker oni so si napisali zakon, po katerem lahko ti sred mandata zamenjaš vse, kar so tudi naredili, in sestaviš programski odbor oziroma ta organ, ki odloča v tej hiši, iz tistih nevladnikov, ki so ti všeč. Tak zakon so napisali. Je verjetno neustaven in ga bodo razglasili za neustavnega, ampak šele potem, ko bo drugačna večina v parlamentu, da bodo zaščitili te, ki so tja prišli na neustaven način. Ker ustavno sodišče je zdaj, rekel, ne samo nagnjeno v levo, ampak je že položeno na levo stran, totalno. In lejte, tukaj sta moje samo dve rešitvi, ali grški scenarij, se pravi narediti novo, normalno, nacionalno medijsko hišo, ali pa češki ali pa slovaški scenarij, kjer je na to treba pač pozabiti. Ampak oni morajo pozabiti tudi na naš denar. Pa da vidimo, kako se preživi na trgu. V normalni državi, v normalnih razmerah, pa seveda bilo fino, če bi imeli nacionalno medijsko hišo, ki bi imela enake vatle, vse, kjer bi pač ljudje prišli v službo in delali, ne pa sam nekateri, in kjer bi dejansko lahko spremljali dogajanja, ki jih sami ne moremo, ker ne moreš biti povsod ob istem času, in bili prepričani, da to, kar vidimo, je dejansko to, kar se je zgodilo. Zdaj pa, dokler smo še to gledali, jaz sem velikrat na kakšni seji, ki je trajala cel dan, pa smo pol zvečer gledali poročila na tej televiziji, pa smo se spraševali, a oni poročajo z te seje ali z kakšne druge. Ker so bili totalno drugačni poudarki, totalno drugo. Veliko ljudi pa seveda nima časa, da gleda neposredne prenose sej parlamenta, pogleda poročila in tam je en stavek iz 12-urne razprave, in če je popolnoma neresničen v tem smislu, da ne zajame bistva tega, kar se je dejansko dogajalo, potem ste zmanipulirani s tem. Zato je boljše ne gledati. Pa tudi za zdravje je boljše, da čim manj gledaš televizijo. Še kdo? Ja, prosim. Vas slišimo brez mikrofona, sam bi prosim, če... Andrej Kosec, jaz bi se dotaknil pa vprašanja demografije. Mislim, da je to tema, ki bi si zaslužila v Sloveniji nekega strateškega razmisleka in poenotenja politike, in glede na to, da se soočamo z izrazito negativnim trendom, z izrazito negativno demografsko sliko, samo 16.000 otrok se še rodi, in ker vemo, da Slovenije brez Slovencev ni,
me zanima, kakšni so naši predlogi v tej smeri. No, mi nisem predlogov, mi imamo izdelan načrt. V prejšnjem mandatu smo ustanovili Urad za demografijo, ki je proučil, kako so države, ki so obrnile te negativne trende, ravnale in so pripravili zelo konkretne rešitve. Veliko teh rešitev, mimogrede, imamo zdaj mi v programu za naslednji mandat. Ampak pol je prišla ta sedanja koalicija. En od njihovih prvih ukrepov je bil, da so ukinili Urad za demografijo. Ljudje, ki so tam delali na tem ključnem problemu, kar se tiče prihodnosti Slovenije, ker če ne Slovencev, tudi Slovenije ne bo. Ne glede na to, kaj imamo zapisano v ustavi pa v zakonih, oni so te ljudi razporedili na Urad za migracije. Pa denar iz tega urada so tudi dali v Uradu za migrante. Se pravi, Levica bi demografski problem Slovenije reševala z uvozom, kogarkoli. Če se da ljudi iz čim bolj nekompatibilnega, se pravi čim bolj drugačnega kulturnega okolja, ker računajo, da to bodo pol njihovi volivci. In to ni samo koncept slovenske levice, to je levičarski koncept od Združenih držav do Kanade, Švedske, povsod. In ponekod so bili s tem zelo uspešni. Ponekod so bili zelo uspešni. Poglejte London, če kaj hotete čez preliv. Ko sem jaz prvič v Londonu, pred desetletji je bilo to drugo mesto. Ne več evropsko mesto. Pa še, če greste recimo v center naše evropske prestolnice, to je Bruselj, če greste tam v Molenbeek, pa tam boste težko videli kak napis v francoščini. Ali pa flamščini. Vse kaj drugega. Ja, to je dejansko ključni problem in ne da se ga rešiti čez noč. Mi smo imeli lani najmanjše število rojstev, odkar beležimo demografske trende v Sloveniji. Ne samo v času samostojne države, ampak tudi daleč prej. Generacija, ki se zdaj rodi, se pravi moških in žensk v Sloveniji, je za polovico manjša od generacije pred dobrimi 30 leti. Toliko mladih, kot se je lani rodilo, smo mi poslali v vojsko leta 92. Toliko je bilo vojaških obveznikov, kot je vseh. Se pravi, zdaj se je prepolovilo. Imamo pa tudi v Sloveniji, gledajte, imamo občine, kjer prebivalstvo raste. In ne zaradi priseljevanja, ampak zaradi naravnega prirastka. Ponekod se da tudi na lokalnem nivoju z politiko, ki jo vodi župan, občinski svet, skrbijo, izplačujem vsakega novorojenčka pozdravijo, skrbijo za posebej v okviru pač možnosti, ki jih imajo tudi za velike družine, pomagajo, ko iščejo parcele za hišo in tako naprej. Recimo občina Ivančna Gorica je takšna, prva v Sloveniji po naravnem prirastku v zadnjih 5 letih. So pa občine, ki umirajo. So občine v Sloveniji, kjer je danes pol manj ljudi, kot jih je bilo 20 let. Zdaj ne vem, kje je Tržič, ker nisem gledal teh podatkov, ampak to je dejansko ključen problem, s katerim se pač je prepovedano v Sloveniji trenutno ukvarjati, ker vidijo rešitev drugje. In to je tudi malo povezano s tem prejšnjim vprašanjem, ko so ga na pol odgovorila, kar se tiče stanovanj. Mi rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade
pač ne vidimo toliko v gradnji najemniških stanovanj, ker pol to v glavnem dobijo drugi, ampak v tem, da se sprosti gradnja in da se mladim omogoči, da pač pridejo do lastniških nepremičnin. Mi smo že v prejšnjem mandatu sprejeli ta zakon o jamstveni shemi, ki pač omogoča, se ga zdaj ne uresničujejo, smo predlagali, da dopolnitve niso bile sprejete, kot ste prej rekli, da namesto, da plačujejo mlade družine predvsem drago najemnino, pač plačujejo obrok kredita in čez 15 let bo ta nepremičnina njihova. Ne bodo večni najemniki. In s tem delno poskrbijo že za vsaj enega od potomcev, od otrok, ki jih imajo. Sicer so vsi potem stanovanjski problem. In to se da zapeljati preko te jamstvene sheme praktično za podoben denar. Za podoben denar. Če ste spremljali pred dnevi, ko so naši poslanski kolegi predstavili tudi predloge, kako poenostaviti gradnjo, kako odpraviti birokratske ovire, kako skrajšati čas, ki je zdaj potreben za to, da sploh nekje začneš graditi. Nekaj tega smo spravili skozi zakonodajo tudi v prejšnjem mandatu, ampak potem so s tistim znanim zakonom od Nike Kovača vse te ukrepe preklicali. Potem so prišle poplave in so rekli, se mi bi to hitrejš reševali, če ne bi bilo toliko birokratskih ovir. Vse smo jih odpravili, pa ste jih vi nazaj dali. Tako da ta demografska zima je resen problem v večini držav Evropske unije. In v Sloveniji imamo eno najstarejših prebivalstev v Evropi in na svetu. Mislim, da smo tam med 15 državami z najvišjo povprečno starostjo prebivalstva. Tako da, hvala, da ste to vprašanje izpostavili. Mnogokrat enostavno to pozabimo, ker to ni nekaj, kjer se bomo zaleteli jutri, ampak če to pa pogledaš v časovni dimenziji naslednjih 20 let, imamo pa zelo resen eksistenčni problem. Mogoče še eno vprašanje, prosim, potem pa bomo morali počasi zaključiti. Prosim. Dober večer, Jože Prosen iz Nakla. Gospod predsednik, tako kot ste že ugotovili, da je gospodarstvo v teh zadnjih 3 letih in pol v prostem padu, pa me zanima, vse te obremenitve davkov in prispevkov v tem času se tiho povečujejo. Kaj imate v planu oziroma kako bomo razbremenili gospodarstvo in ustvarili dobro gospodarsko klimo, da bojo slovenska podjetja spet konkurenčna napram tujini? In še eno vprašanje imam glede dnevnih migrantov. Če je podatek točen, imamo v Sloveniji 160 000 dnevnih migrantov, ki odhajajo v sosednje države na delo. Hvala. Ne, ni jih toliko, ne. Ni jih 160 000, številko 35 000 in še nekaj. Imamo pa izdanih, zdaj je manj kot to, ampak 2 leti nazaj je bilo skoraj 160 000 delovnih dovoljenj za tujce, ki delajo pri nas izdanih. Mogoče se je ta številka pomešala. Je pa žal, seveda, predvsem iz teh obmejnih občin za sosednjo Avstrijo, tudi 35–40 000 Slovencev, ki pa hodijo delati v Avstrijo, in to so v glavnem profili, ki jih tudi doma rabimo. In ki, če bi tukaj pa se stvari normalno razvijale, lahko predstavljali bistveno večjo dodano vrednost, pa še njim se ne bilo treba voziti v sosednjo državo. Zdaj, kaj bomo naredili, da to spremenimo? Zdaj, ena od stvari, za katero rabimo to ustavno večino razuma, je ideja,
ki je izdelal naš strokovni svet, da v ustavi, da ustavo Republike Slovenije damo sidro glede javne porabe. Se pravi, da se v ustavi določi, kolikšen del tega, kar mi skupaj ustvarimo, je dovoljeno z davki in obveznimi dajatvami pobrati ljudem in gospodarstvu. Ker če to naredimo, potem zaščitimo tako pač nas državljane kot davkoplačevalce, kot tudi gospodarstvo v tem smislu, da lahko pride kjerkoli vlada, pa pač ne bo mogla več pobrati, kot je to sidro v ustavi, ker zelo redka vlada ima lahko dvotretjinsko večino. Da sem bolj konkreten, recimo leta 2023 se je z davki in obveznimi dajatvami, ker to je ustavna dikcija za davke in prispevke, pobralo 36,6% bruto domačega proizvoda, se pravi tega, kar vsi skupaj ustvarimo. V lanskem letu je bil ta delež že 38,6%, za 2 odstotni točki se je povečal. Rekli boste si, 2 odstotni točki ni nič, mislim, če recimo naš bruto domači proizvod 60 milijard, začunajte, koliko je 2% od 60 milijard. Ogromno. Torej, računamo na to, da imamo po teh volitvah, ali pa, če ne bo takoj, mogoče v naslednjem koraku, imeli v parlamentu 60 glasov, s katerimi bomo to sidro zapisali v ustavo. In potem je potrebno znotraj tega deleža, ki ga ustava dovoljuje za javno porabo, treba določiti še razmerje med državnim nivojem in lokalnim nivojem. Danes je od teh 39% skoraj, ki se zbere v neko skupno vrečo za javno porabo, se porabi na občinskem nivoju manj kot 5%. 4,8%. Vse ostalo se porabi na državnem nivoju. Zdaj je pa tako. Evro, ki se investira v občini, je tudi po statistiki, pa po primerjavah, ki smo jih delali v naših mandatih, običajno bistveno bolj racionalno porabljen kot evro, ki se investira na državnem nivoju. Zakaj? Zato, kot Tržiču vidite, ali je bil nek pločnik narejen, ali ni bil narejen. Vidite, ali je cestna razsvetljava v neki vasi bila narejena, ali ni, ali je bila cesta asfaltirana, ali ni bila asfaltirana. Ko pa gre za milijarde, se pa to manj vidi, a veste. In pol se zgodi tako, da med Božičem pa novim letom, ker minister za finance vidi, da mu je nekaj denarja ostalo, kupijo Litijsko za 6 milijonov. A razumete? Če bi v Tržiču nekdo kupil za 6 milijonov nekaj, bi se to videlo. In bi to, se sploh ni tega denarja v proračunu. Mogoče to tudi ni dobra primerjava, ampak hočem povedati to, da na nivoju občine v seštevku razpolagajo s premajhnim deležem tega, kar ustvarimo. Bistveno premajhnim. In župani se morajo pol še vsako leto, ko se proračuni sprejemajo, zdaj prepirati z vlado in se pogajati za povprečnino. In pol so vsi veseli, če dobijo 10 evrov več na glavo, kot pa je bilo obljubljeno, in vlada je kao nekaj dala. Nič ni dala pač. Nobena vlada nič ne da svojega. Vse to je vaš denar. In tukaj treba ta delež enostavno dvigniti. In to, kar imamo zdaj, verjetno vas s tem že utrujem, je tudi nasprotju z konceptom lokalne samouprave, kot je v ustavi. Ker lokalna samouprava pomeni, da imaš ti lokalno skupnost, ki sama sebe upravlja, ki ima lastne vire,
kjer vi odločate, občinski svet odloča, kako bo s tem gospodaril. To, da se je treba vsako leto potem nekako bockati z državno oblastjo za nek delež, ki pol še komaj pokrije stroške, ker se recimo dvignejo plače v javnem sektorju, pa zmanjka. Pa občina nima nobene besede pri tem. Ali pa se jim naložijo nove dajatve ali pa nova bremena. Ne vem, minister za šolstvo in vrtce sprejme nek predpis, ki pomeni povečanje stroškov za otroško varstvo. To se financira iz občinskega proračuna in je pač treba ta denar pol zagotoviti. Če se pa ustavi določi to sidro, tolikšen delež od teh, ne vem, mogoče je bila neka razumna številka 37% BDP-ja, ki se porablja za skupne stvari, pripada občinam. Potem je to fiksno, razumete, pa se da planirati tudi širše kot za eno leto. Pa za gospodarstvo je to signal, pa za tuje vlagatelje, da je to gospodarsko okolje stabilno. Nekdo, ki razmišlja, ali bo, ne vem, nek Novartis, ali bo investiral 100 milijonov v Slovenijo, on mora zračunati, razumete, tisti, ki pripravlja to investicijo, je odgovoren delničarjem tega podjetja. Mora zračunati, zdaj, kakšni bodo prihodki, in če ne ve, kakšna bo davčna politika v naslednjem obdobju, potem, ne vem, investira raje v neko drugo državo, ker je to bolj stabilno. Če imaš pa ti to sidro v ustavi, to seveda pol še vedno omogoča vladi neko fiskalno fleksibilnost, ampak pomeni, da če bodo en davek dvignili, mora drugega spustiti, zato da ne presežejo tega nivoja. In recimo za gospodarstvo in za tuje vlagatelje, domače in tuje vlagatelje, je to zagotovo nekaj, kar bi Sloveniji omogočilo bistveno večje investicije, boljša delovna mesta, višje plače in tako naprej. Z enim samim stavkom ustavi. To je pomembno. Poleg tega bi to tudi zagotovo pripomoglo k temu, da bi na teh mednarodnih lestvicah, kjer se stabilnost nekega okolja, še vsej, kar se tiče davčne politike, meri kot boniteta, to bi Slovenijo dvignilo, kar pomeni pol, da pač za tiste, ki najemajo kredite na mednarodnem okolju, tako privatni kot državni sektor, plačaš nižje obresti. In se to pol ponovno povrne. Se pravi, to je en tak, kar se tiče odgovora na vprašanje, kako izboljšati situacijo za gospodarstvo ali pa gospodarsko okolje, to je en tak sistemski strateški ukrep, ki ga lahko naredimo samo, če pač zgradimo to ustavno večino razuma. Ker če to sidro ni v ustavi, pol to nič ne pomeni. Pač pride neka druga večina, pa pol to v parlamentu spremeni. Ustavo spreminjati je pa nekoliko težje. Zdaj od ostalih ukrepov pač vam lahko naštejem celo plejado teh ukrepov, ki jih imamo v našem gospodarskem programu za naslednji mandat, pa naj so nekateri tudi že veljali, pa so jih pač preklicali. Eno od teh, ki je zelo pomemben, o katerem smo že prej govorili, je ta splošna olajšava pri dohodnini. Sedaj smo ponovno vložili zakon. To pomeni, da pač vi dobite višjo neto plačo, hkrati pa to ne bremeni podjetja oziroma gospodarstva, bremeni delno seveda proračun, ampak če ljudje dobijo višjo plačo, potem to tudi zapravijo. Greste v trgovino in plačate DDV, se pravi, se več pobere tam in na koncu, ko to vse seštejete,
imate tudi v javnih blagajnah srednjeročno več denarja. To je kot tisto debato, ki smo imeli takrat o enotni davčni stopnji. So rekli, da bo to ogrozilo slovenske javne finance. Pol seveda tega nismo uvedli, ker ni bilo večine, smo pa mnoge davke znižali. In takrat so tisti prvi vladi našega takratnega finančnega ministra dr. Andreja Bajuka so strašili pa mu grozilo, zdaj boste pa naredili tako luknjo v proračunu, ker ste davke znižali, da bo država propadla. Ljudje kot Mitja Gaspari, ki je bil guverner banke, pa še koga bi lahko naštel, so slikali črno prihodnost. Se je to zgodilo? Ni se to zgodilo. Zaradi tega ukrepa smo bili prva država, ki je izpolnila kriterije za prevzem evra in imeli smo rekordne prihodke v proračun, kljub temu, da so bile davčne stopnje nižje. Ker za nižjo davčno stopnjo od višje vsote boš pobral več, kot z visoko davčno stopnjo od nižje vsote. Zelo enostavna formula, ki pa slovenski pa tudi evropski levici enostavno ne leži, ker pač gre tukaj za dva različna koncepta. Tisti, ki zagovarjamo vitko državo, pa več denarja v žepu ljudem in gospodarstvu, pač verjamemo v zdravo pamet ljudi in tržno, normalno obnašanje gospodarskih subjektov. Levica pa verjame v vsemogočnost države, v nek kolektivni ki enostavno ne obstaja. Je pa to seveda inštrument za to, da pač obvladuješ, pobereš čim več in pol ti deliš. In pravijo, mi smo razdelili. Poslušajte ministre levice v vladi. Dali smo to denarja, pravijo, mi smo dali. Država bo to financirala, mislim. To ni ne denar ministra, ne vlade, to je vaš denar, razumete, ki ga izvršilna oblast tukaj razporeja. V bistvu vse to izhaja iz različnih konceptov. Vidimo pa v zgodovini, kako so eni in drugi sistemi cveteli. Še nobena država, ki je gradila na državni lastnini pa na tem, kar zagovarja levica, se ni razvila. Niti ena. Tudi Kitajska, ki je enopartijska država, ima tržno gospodarstvo. In je zdaj svetovna velesila. Dokler so pa gradili na državni lastnini, so bili pa revnejši od Nizozemske. Nizozemska ima 10 milijonov prebivalcev, Kitajska jih ima zdaj 1,2 milijarde. 30 let nazaj je imela Nizozemska 8 milijonov prebivalcev ali 8 milijonov pa pol, Kitajska pa malo manj kot milijardo, pa je bil BDP Nizozemske bil višji od Kitajske. Toliko o državnem gospodarstvu. In v tej konceptualni razliki je seveda tudi odgovor na to sliko, ki jo Slovencem zdaj zelo težko pada, da nam Hrvaška, ki je bila na polovici naše blaginje leta 2008, zdaj diha za ovratnik in hrvaška podjetja kupujejo slovenska podjetja. Če bi leta 2008 to meni rekel takrat, da se bo to dogajalo, bi ga zelo čudno gledal, pa verjetno vi tudi. Zdaj pa je to realnost. Pa smo isti narod, nič manj sposobni,
Samo hodimo po napačni poti. Naj bo to dovolj za danes. Vem, da ni nihče zaspal. Zunaj imamo tudi pristopne izjave. Kdor se želi vključiti v Slovensko demokratsko stranko, dobrodošel. Vseh novih članov smo veseli. V letošnjem letu vsak mesec dobimo tako med 400 in 500 novih članic in članov, tudi zelo veliko mladih, se krepimo. Ampak za to, da do konca zgradimo našo koalicijo z volivci, pa dosežemo čim prej ustavno večino razuma, nas mora biti še več. Tako da res, pridružite se nam. Vsak nov član je seveda tudi podeseterjen glas na volitvah in opeka v zgradbi ustavne večine razuma. Hvala lepa.